Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, dobrodošli, spremljate oddajo Vi sprašujete, župan odgovarja. Tokrat se bomo potepali po občini Dobrna. Zato v našem studiu že pozdravljam župana občine Dobrna, gospod Martin Brecelj. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala za povabilo. Gospod Brecelj, občina Dobrna letos praznuje 25-letnico obstoja. Kaj je po vašem najbolj zaznamovalo delo in življenje na Dobrni v tem obdobju? Verjetno vseh stvari ne boste mogli našteti, ker jih je bilo ogromno, pa vendarle. 25 let je sorazmerno dolga doba in če moraš črto potegniti pod tem obdobjem, kar se tiče delovanja neke inštitucije ali občine Dobrna, je lahko bi rekel Dobrni vse drugače, kot je bilo pred 25 leti. Danes si mogoče sploh ne znamo več predstavljati življenja na način, kot je bilo takrat. Zakaj tako govorim? Neverjetno hitro se ta svet spreminja. Če pogledamo samo na področje ekologije, takrat nismo imeli urejenega ravnanja z odpadki, nismo imeli kanalizacije, samo ta ožji center, ni bila vodooskrba urejena po celi občini, kot je danes. Imeli smo šolo staro od 1946. leta, star oddelčni vrtec, te stvari so danes vse drugačne in nove. Ja, ko nekako tudi cestna infrastruktura je bila nekoč čisto drugačna, kot je danes. Ogromno tega je bilo postorjeno in ko nekako človek črto potegne, skoraj ne moreš verjeti, da je res to vse skupaj se zgodilo v tem času. Ja, je to neko razvojno obdobje neke lokalne samouprave, tudi te pomoči Evropske unije in vse skupaj daje take rezultate, kot se kažejo v občinah, recimo, pa tudi v državi seveda. Torej je bila odločitev za samostojno občino pravilna, če lahko sklepam iz vaših besed, pa vendarle še danes radi sodelujete z ostalimi občinami, ki so nastale iz nekdanje občine Celje. Saj ne vem, če je to odcepitev, kakorkoli bi človek rekel, vedno neko okolje išče boljše rešitve oziroma optimalne rešitve za življenje v nekem prostoru, če govorimo o lokalni samoupravi. Tako se je takrat tudi pokazalo, da so te možnosti, da nekako ljudje v manjših okoljih ustvarjajo svoje življenje. Razvoj lokalne samouprave v tem času je to dobro omogočil, tudi financiranje občin, čeprav ga velikokrat kritiziramo, včasih tudi seveda upravičeno, nikoli ni dovolj. Je na nek način omogočalo ta razvoj, ta decentralizacija države, ki bi se morala zgoditi, ki se še verjetno dogaja, se lahko zgodi na samo en način, z prenosom denarja navzdol, vsaj na lokalnem nivoju. So sredstva, kjerkoli dobimo, evropska ali pa iz državnega proračuna, zelo večkrat premišljena njihova uporaba, predvsem pa tudi v bistvu se spremlja poraba namenska in tudi dejansko vsi poznajo, kaj se na lokalnem okolju dela in nekako je znano, da znamo v občinah kar nekaj cenej graditi, kot pa pri velikih zgodbah. Tako da v tem času je bila ta odločitev zagotovo dobra. Tisto, kjer pravijo, da imajo manjše občine oziroma ta lokalna samouprava deficit, so veliki evropski projekti in medregijski projekti, ki jih drugače ni možno izvesti. Pa vendarle, kolikor meni znano, v Sloveniji ni veliko primerov, kjer se občine niso znale uskladiti. Tukaj v celjski regiji smo dejansko vsa ta leta nekako vedno našli rešitve in dogovore za velike projekte, tako da
tukaj ni nobenega problema, nikoli bilo. Celje je pač neko regijsko središče, kar nam dejansko ustreza in tudi na ta način vse skupaj skozi sodelujemo. Lokalne zadeve pa seveda nihče ne bo podelal, če jih sami ne bomo. V tem smislu je tudi vse skupaj bilo peljano. Ob občinskem prazniku zdaj pripravljate osrednjo slovesnost, na kateri boste tudi letos podelili občinska priznanja. Kaj lahko rečete o letošnjih nagrajencih? Vsako leto je razpis za občinska priznanja objavljen Dobrčanu in potem pač ljudje nekako poiščejo tiste, ki so jih v prostoru in času bolj opazili, ki delajo neke dobre stvari za širšega pomena za družbo ali kako drugače izstopajo. Tudi letos so nagrajenci po moji oceni, pa seveda tudi po oceni komisije, zaslužili ta priznanja, upravičeno so tako dodeljena, tako da jih bomo z veseljem razdelili in jih pohvalili in se jim zahvalili za njihovo delo. V nadaljevanju bova preverila nekaj projektov, nekaj aktualnega dogajanja v vaši občini. Marca mislim, da se je začela gradnja kolesarskih povezav, gre za te medkrajevne povezave, na eni strani do občine Velenje, na drugi do občine Vojnik. Vendarle pa čisto do Celja iz Dobrne ne bo mogoče priti, ne? Zataknilo se je pri pridobivanju nekaterih soglasij. Na Dobrni pa projekt teče tako, kot mora. Tega projekta smo bili zelo veseli, saj smo se z njim, pa ne samo v Dobrni, tudi v regijskem smislu. To je eden regijskih projektov, ki smo ga želeli skupaj realizirati. Kar dolgo smo se v okviru regijskih projektov pogovarjali o tej kolesarki Celje Vojnik Dobrna Velenje, v tej povezavi, tako da je počasi nastajal projekt skupen. Občine smo bile zadolžene, da dobimo pravico graditi na teh območjih, država pa bi naj to kolesarko zgradila. Tukaj zopet prideš do enega takega, pa se mi zdi prav, da to tudi povemo, do enega takega stanja obravnave nekih takih resnih vsebin. Danes so kolesarke na nek način že v vseh ozirih, ekološkem, zdravstvenem, kaj se vem, kakšnem še, nujno potrebna infrastruktura v prostorih in tukaj je nam vedno hudo, pa verjemite, da res vsem županom, ko nekako ne moramo ljudi na nekih območjih prepričati, da so te rešitve dobre, da bi pridobili ta soglasja za izgradnjo teh vsebin, te javne infrastrukture na zemljiščih, ki so v privat lasti. Velika škoda se naredi, ker takšen projekt se kar nekaj let pripravlja, tudi finančno ga je zelo težko nekako zložiti, dobiti sofinanciranje, recimo financiranje, potem pa zaradi par nerešenih zadev ni možno tega projekta speljati. Je pa to zgodba, ko projekt enkrat gre iz programov financiranja, ga je zelo težko nazaj uvrstiti, tako da v tem smislu tudi prošnja vsem lastnikom zemljišč, ki jih nekako občine nagovorijo, da skupaj poiščejo rešitev, ki bo sprejemljiva za vse in da se te služnosti dobijo. Res se škoda dela regiji, preprosto tudi tisti matični občini. V Dobrni smo to nekako uspeli zložiti, v Lembergu pa je na nekaj mestih niso uspeli doseči konsenza, tako da upam, da bo v prihodnje to narejeno. Kdaj bojo pa potem sredstva za naprej, pa je zelo težko reči. Škoda je, da to ni bilo zdaj. Dobro, ni kar lepo pogledati, ko se ta kolesarka nekako umešča v prostor, lepo ob potoku od Lemberga
Dobrne in potem bo šla naprej do Vinske gore po obstoječi javni poti. Nekako tak zelo lepa pravlična deluje ob potoku, ob vodi, tako da bo lepo kolesariti pa tudi počivati. Do konca letošnjega leta naj bi bila zgrajena? Do konca letošnjega leta mora biti zgrajena, pa kot kažejo zadeve, tudi verjetno bomo uspeli. Mogoče še tukaj povemo tole, da ta kolesarka gre tudi od našega krožišča do zdraviliškega kompleksa po obstoječi stari cesti, čez vas, druge nikak nismo uspeli najti rešitve v Dobrni. Imamo pa eno zadevo, v tem delu se bo celotna cesta preuredila z kolesarkami in pločniki, istočasno pa bomo tudi zamenjali kanalizacijo, meteorno kanalizacijo, ki je v lanskoletnih poplavah dvakrat poplavila te naše bloke. Povečal se bo profil kanalizacije, tako da se neka sinergija tudi v tem smislu dela. Zdaj ste že nekoliko omenili, lansko poletje kar nekako ni prizanašalo s temi neurji, z deževjem, vetrom, poplavami. Kaj ste v tem obdobju že uspeli postoriti, sanirati, kaj vas še čaka, pa mogoče tudi kako je tu s finančnimi viri? Vemo, da je to velik zalogaj, sanacija. S temi sanacijami je tako zanimivo. Imamo nekaj, v Dobrni se je zgodilo v lanskih poplavah, poplavah 2023, tisti višek je bil potem v avgustu, kar veliko teh škodnih dogodkov, mi smo jih evidentirali, vložili v ene tabele, tako da imamo en pregled, potem tudi vnesli v kataster plazov in ta preglednost je zagotovljena. Na ta način so bili ti škodni dogodki uneseni v Ajdo in vsega skupaj imamo prek okoli 70 plazov, sanacij predvidenih, ki jih bo treba narediti. Zdaj, tiste ta majhne osade in te stvari urejamo na občini, manj zahtevne plazove saniramo na občini na način z piloti iz železniških tirnic. Tega smo gradili že okoli 100 ton, potem pač to tudi založimo z cestnimi ograjami in je to neka sorazmerno dobra trajna rešitev za manj zahtevne posege na cestni infrastrukturi, ki je bila poškodovana. Prek 20 je teh zelo velikih plazov, ki pa so tudi v smislu gradbeno-inženirskih posegov zahtevni, zahtevajo geološke raziskave in resne projekte. Njihova vrednost je tudi, so ogromne številke, ko se skupaj seštejemo, tam 400 in več, do 400 pa še več tisoč evrov, odvisno od velikosti plazov, ki je. Tako da za te plazove pa pripravljamo komplet projektno dokumentacijo in računamo, da bomo potem iz rednega programa lahko te zadeve realizirali. Iz predhodnega programa pa pripravljamo projektno dokumentacijo in sanirali smo, to pa je v teku, te poškodovane, najbolj poškodovane ceste, ki so bile večinoma neprevozne, potem smo mi to nekako uredili, neko zasilno prevoznost, trajno sanacijo pa sedaj urejamo iz tega predhodnega programa na cestnem programu. Letos se na Dobrni zaključuje izgradnja 8 kilometrov novega vodovoda z dostopom do javnega sistema zagotavljanja pitne vode. Boste s tem praktično pokrili celotno občino? Nekaj malega bo še ostalo. Prej se pogovarjala, kako je bilo pred 25 leti. Takrat preprosto ni bilo niti pogleda, kaj imamo, pa kaj moramo narediti, pa kje začeti. Potem smo naredili neko idejno študijo za celotno občino na osnovi tega. Tu smo imeli sreče, da smo sami komunalci to pripravljali,
te rešitve. Potem smo na osnovi tega pripravili nek akcijski načrt in vse skozi v Dobrni, ko se pojavi priložnost, poiščemo vir financiranja in dograjujemo ta vodooskrbni sistem z enim ciljem, da bi v končni fazi bili vsi na javnih vodovodih. Kar nekaj razpisov je bilo v tem času, mislim, da smo 3 ali 4 z evropskimi sredstvi podelali tiste hrbtenice tega našega vodovodnega omrežja po celi občini. Nekatere stvari še pa sedaj urejamo in del tega je tudi ta projekt sofinanciran iz okrevanja in odpornosti programa Evropske unije, ker smo prijavili vodooskrbo na območju Vinske Gorice, ki še ni bila javno priključena na javni vodovod, potem izgradnjo te čistilne naprave za vodooskrbni sistem Lanškor, ki Dobrno oskrbuje, in za gradnjo vodovoda v Brcah, v Parožu in v Strmecunu Dobrno nad Levsko kočo. Vse skupaj je bilo nekaj čez 2 milijona evrov. Projekt bo letos proti koncu leta zaključen. Je pa tukaj ena, po mojem se malo nerodnost naredila politiki, pa ena krivica občinam, ker so zagotovili samo 50% sofinanciranje. Tako da nas tisti lastni delež zelo obremenjuje, čeprav ga večinoma pokrivamo iz amortizacije. Pa vendar, ko bomo ta projekt zaključili, pa še en del projekta, o katerem sem prej govoril, o celostni oskrbi v občini Dobrna, ki se deluje za del Zgornjih Brc, ki pa se pelje v sodelovanju z občino Vitanje, ko oni oskrbujejo Brezen, pa je potrebno predhodno ta naš del narediti, vodni vir je pa v naši občini. Potem nam bo ostalo še samo 5-6 gospodinjstev oziroma kmetij na čisto severnem delu Paškega Kozjaka, ki ne bojo priključene na javni vodooskrbni sistem. Za tiste pa, kot sem že prej povedal, imamo izdelane projekte in bomo čakali neko drugo priložnost, da se ta vodovod potegne tudi do teh osamljenih domačij. Tukaj je tako, da so ta območja zelo redko poseljena in če bomo s tem ohranili poseljenost tam gor in to kulturno krajino, je ta vložek dosegel tudi svoj namen. V Brcah in Strmcu nad Dobrno pa zaključujete z urejanjem cestne infrastrukture. Nekje okoli 6 kilometrov ceste ste oziroma boste v kratkem dokončali na tem območju. Res je, v lanskem letu smo bili nekako, bom rekel, zelo veseli, ko smo dobili to priložnost, da bomo lahko uredili ceste na Brcah in 2 odseka na Brcah in en precej daljši odsek v Strmcu nad Dobrno, skupaj je okoli 6 kilometrov cest. Občina Dobrna je zanimiva, ima tu ta osrednji center, ki je sorazmerno ni velik, bomo rekli. Potem je pa to zaledje, vsi drugi kraji, razen Dobrne, so na zelo razgibanem zemljišču. Paški Kozjak oziroma ta dobrnski del je tudi na južnem delu Paškega Kozjaka, kar pomeni, da je v celoti poseljen. Severni del je tako v senci in ni. In mi imamo na Paški Kozjak, mislim, da 4 ceste iz Dobrne, to je cirka skoraj 80 km cest v makadamski izvedbi. Asfalt tudi počasi nekako, bomo rekli, tišimo počasi proti vrhu, kolikor pač finančno zmoremo oziroma lahko najdemo kako možnost sofinanciranja. Za cestno infrastrukturo tega vsej tej zgodovini 25 let
ni bilo veliko možnosti sofinanciranja ali kakršnih koli razpisov, govorim za lokalne ceste, tako da smo skozi različne načine iskali te možnosti in dokaj uredili te ceste. Ostale, trudimo se pa v bistvu urejati te makadamske ceste, da so normalno prevozne. Velik poudarek dajemo na odvodnjavanju teh cest, ker je to območje nekoliko više in je ob neurjih so bolj intenzivna neurja kot drugje in nam jih vedno razdira. Zdaj smo že nekako uspeli to odvodnjavanje urediti tako, da nekako še ceste karkoli zdržijo. Mogoče malce za hec, malce za šalo, malce za res. Zdaj, ko smo naredili teh 6 km cest, so se nam kolesarji malce pobunili, so rekli, da je zelo fajn voziti oziroma kolesariti tudi po makadamskih cestah, kar seveda za domačine ne drži, ko vsak dan tam gor. In oni so izjemno hvaležni pa veseli. Cestna infrastruktura je ena taka infrastruktura javna v občinah, ki jo najraje delamo, pa tudi ljudje so najbolj veseli, zato so tudi mislim, da v sredo eno otvoritev tega pripravili. No, to pa niso edine cestne naložbe v tem letu, ki je še oziroma še bodo tekla dela. V bistvu v sklopu odpravljanja škod po neurjih smo nekako ta predhodni program uvrstili tiste ceste, ki so bile najbolj poškodovane v teh neurjih, pa predvsem so ob vsakih neurjih nam povzročale največ težav, kar pomeni, da smo želeli nekako trajno sanirati ta območja teh cest, tako da to je bila tale cesta povezava z občina Dobrna pa občina Žale, cesta Hramše. Tukaj so nas dnevno klicali, po tistih neurjih smo malce pokrpali, pa vendarle je bila cesta nevzdržna. Tako da so bili ti klici upravičeni in ta objekt je že zaključen. Potem je še tale cesta za vrhu Matjak-Tudur, tudi tam je ob neurjih vsa voda tisto spodnje naselje nekako poplavila in je bilo treba to pa razdela tisto cesto, tako da smo tudi ta del morali urediti. Potem je še pa nekako v pripravi je tale cesta od meje občine Velenje do Zlateškega klanca. Tukaj vse posod so bile iste težave, po teh neurjih smo imeli stalno težave in so nam razdirali ceste, pa tudi ta asfalt se je rušil, bankine so se poškodovale. Tudi ta del saniramo in na tem delu bo v bistvu tudi prišla kolesarska povezava. Potem je še pa en del, ki je pripravi, to je pa od Centra za usposabljanje, delo in varstvo do odcepa za Loko, tam gor Lokovino Loko. V tem delu tudi pride narejena kolesarka, pa tudi cesta je bila poškodovana do te mere, pa dva lokalna plazova sta bila na tej cesti, ki smo jih sanirali, enega še bomo. Kako pa kaj teče gradnja optičnega omrežja, ki poteka v sklopu projekta Rune? Optično omrežje je tak sorazmerno zahteven projekt, čeprav ga nismo tako nekako v začetku videli. Dejansko je treba celo občino razkopati in to v bistvu že delamo. Glede na to, da smo investicijsko tako aktivni, letos delamo tudi neke sinergijske učinke, da tam, kjer mi javno infrastrukturo ali cesto ali vodovod urejamo, tega ni malo, vodovoda je mislim, da 8 km, potem ceste tudi kar nekaj bilo, vse posod smo skupaj z projektom Rune vgradili te cevi, kamor se bojo potem ti optični kabli upihvali, tako da tudi zaradi vseh teh sinergijskih učinkov bo
večji del občine oskrbljen tudi s to optiko. So pa tudi ljudje zelo, kako naj rečem, pridni v tem smislu, vedno prihajajo, tam se bo runo delo oziroma tam to delamo, dajmo še to narediti. Tako mogoče tudi na tem delu na Paškem Kozjaku, ker ima občina Velenje vodooskrbo, ker kot smo pred leti delali skupaj vodovod na Paški Kozjak in se potem sedaj del naše občine oskrbuje, so ljudje nekako dali impulze in delo bomo tam tudi zgradili 420 metrov javnega vodovoda, položili te optične kable, potem je še pa menda cirka 800 metrov priključkov vodovodnih, ki si jih morajo ljudje narediti in bojo tudi z optiko skupaj delali, tako da ti sinergijski učinki se delajo. Mogoče je ta rune glih prav čas prišel v Dobrno, ker smo ravno tako precej razkopavamo. Ja. No, pri tem pa, da je v občini letos odprtih veliko gradbišč, imajo nekaj vloge tudi zasebni investitorji, tudi ti namreč izvajajo prenekatere naložbe. Ja, res je, še se nekako poklapa, tako da je Dobrna precej razkopana. Štirje večji taki kompleksi objekti se zaključujejo. Naprimer, območje Pirh med cerkvijo in pokopališčem se nekako zaključuje, tam je 7 počitniških hišic, nek wellness program, ki upam, da bo neki prihodnosti zaživel. V centru so lastniki eno staro zapuščeno objekt, ki je menda 30 let bil, ni bil koriščen, spremenili v tak komplet obnovili in spremenili v hostel varianto, tako da smo izjemno veseli. Potem je gostišče pod Kostanji, Lovec, se tudi celostno prenavlja, tudi vsebinsko v manjši hotel, kar bo neko dodano vrednost pa tudi ponudbo v tem prostoru se dogajala. Prejšnji teden pa smo imeli otvoritev Mlečne Marjance, to pa je bivša kavarna v Termah Dobrna. Izjemno lepo umeščen objekt v ta zdraviliški kompleks, že stoletja tam stoji, zadnje čase pa je bil nekako prazen, dali so mu sedaj vsebine za nekak kongresni turizem, za individualne, mislim, za neke zasebne druženja. Zelo lepo so ga obnovili skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, ohranili so mu tisto prvotno obliko in tudi ta arhitekturni del in vsebino pa tudi dali tako, ki jo Dobrna potrebuje, tako da v bistvu smo veseli, tudi v Termah se v zadnjih 2 letih stvari kar precej spreminjajo na neko dobro energijo, predvsem pa smo veseli, da obnavljajo to našo kulturno dediščino, ji dajejo nove vsebine, tako da smo dobili 1, 2, 3, tole je četrti sorazmerno velik objekt. To pomeni, da bomo imeli 3 manjše hotele in to kavarno, Mlečno Marjanco z temi vsebinami. Pred leti so lastniki prišli, pa so nam nekaj predstavili to vizijo razvoja. Smo bili malce skeptični, zdaj pa vidimo, da so jo kar resno zavzeli, kar nas zelo veseli. Tukaj tudi delamo neko sinergijo, ko so Mlečno Marjanco delali, je občina Dobrna skupaj z vodovodom Celje obnovila tudi ta javni vodovod, ki poteka po Zdraviliškem parku pred tem objektom, tako da se potem, ko je to enkrat urejeno, ne posega več na ta območja. Tako da, ja, ko gledamo naše zdravilišče, so
so najstarejše toplice v tem delu. Za vso to kulturno dediščino ostaja še za obnovo bivša tišlarija, kot temu rečemo, v povezavi z hotelom Park, ki je tudi bil lansko leto obnovljen, tako da bo potem ta cikl manjših hotelov pa individualne obravnave turista Dobrni zaključen in upamo, da v prihodnosti pride na vrsto tudi zdraviliški dom, ki pa je v bistvu tako nekako srce tega prostora, je pa res, da je tudi finančno najmočnejši. Še pa nadaljevala z najnim pogovorom, zdaj je čas za kratek predah in naše oglaševalce. Spoštovani in spoštovani, ostanite v najni družbi. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladnost s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinjskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Lej, čez 3 minute bo tu. Spet bo delala gužva z drobižem. Dobrodošli nazaj, spremljate oddajo Vi sprašujete, župan odgovarja. Z menoj v studiu še vedno župan občine Dobrna, gospod Martin Brecelj. Na občini pripravljate tudi nov občinski prostorski načrt. Vemo, da gre pri takšni pripravi za dolgotrajen proces, pa vendarle, kdaj pričakujete njegov sprejem in kakšne možnosti nadaljnega razvoja Dobrne ta predvideva? V občini Dobrna delamo to že tretji občinski prostorski načrt. Prvega smo delali pred, točno ne vem, zelo malo potem, ko smo nekako nastala občina. Takrat smo zelo, vse vedno resno pristopimo, ampak takrat smo zelo tako šolsko pristopili, naredili
širše delavnice, 18 arhitektov se je ukvarjalo z vizijo razvoja Dobrne, 3 projektne skupine so bile, ene so bile iz predstavnikov gospodarstva, Stern Dobrna, ena občina, ena so bili zunanji investitorji. In ko smo to Dobrno nekako takrat obravnavali v smislu pričakovanega razvoja turizma, seveda v naši občini, smo naredili občinski prostorski načrt, ki je dolgoročno dal smernice razvoja in predvsem tudi namenske rabe prostora. Ko danes gledamo po več kot 20 letih, tisti občinski prostorski načrt je nekako, smo veseli, da smo takrat tako pristopali. Prostor je še vedno delno že bolj poseljen oziroma že bolj izrabljen, sledi pa tisti poselitvi, kot smo jo takrat predvideli. In tudi, ko danes delamo ta že 3. prostorski načrt, nič kaj veliko ne bomo spremenili. Dobrna je turistična občina, precej prostora je rezerviranega za razvoj turizma, bolj v smeri butičnega turizma kot množičnega, potem nekaj malega stanovanjske gradnje, večji del smo upoštevali tudi pobude prebivalcev, občanov Dobrne. Teh je sorazmerno veliko za gradnjo individualnih hiš. V občini Dobrna smo po celi občini naredili to javno infrastrukturo, vodovode, kanalizacije, kot smo že prej govorila. Vse, kar gravitira proti Dobrnici, ima zgrajeno javno kanalizacijo, tako da tukaj nimamo nekih zadržkov, da ne bi tudi širše odpirali ta prostor za gradnjo stanovanjskih hiš. Tako da je bilo vsega skupaj, mislim, da čez 150 pobud danih, ki smo jih potem vključili v ta občinski prostorski načrt. Kar daleč smo ga že takrat zavrteli, potem so prišle te poplave, potem so se pa te stvari malce zaustavile. Država je zahtevala, da se naredijo študije oziroma da se evidentirajo vsa plazovita območja in da se naredijo študije poplavne varnosti za vse posege. To se tako čuje zelo enostavno, v resnici pa zahteva kar precej napora, pa tudi finančnih sredstev. Mi smo tudi v okviru elementarja pa prijave teh plazov v sistem AIDO kar nekaj časa delali na terenu, tako da smo obhodili vse plazove, preko 40 jih je, in smo jih potem tudi v aplikacijo na ministrstvu e-plazove vnesli in na teh območjih preprosto ni možno graditi. Tako da so potem zdaj za to spremembo ta območja, ki so se v lanskoletnih poplavah izkazala kot plazovita in so evidentirane, in tiste pobude so izpadle iz občinskega prostorskega načrta. Potem je bila še zahteva dana, da se za vse posege izdelajo poplavne študije. To smo mogli narediti javni razpis, povabilo. To so tako sorazmerno zahtevne zadeve. Župani smo tako dobrega zdravja, pa smo to vsem preživeli. Za našo občino je recimo to bilo nekako tam okoli 90 tisoč evrov, za malo večje občine je to kar 200. Ampak takšne so cene na trgu glede na povpraševanje, ponudbo, in tudi to smo naročili in delamo. Te hidravlične študije morajo biti končane nekje mislim, da smo do avgusta. Potem bomo pa ta OPN celoti v skladu s temi izsledki popravili in ga poslali še enkrat v presojo resornim ministrstvom. Potem pa ti postopki tečejo, računamo normalno naprej. Računamo, da bo to drugo leto enkrat proti koncu bi pač mogli biti zaključeno.
Še en tak dokument pripravljate, to je celostna prometna strategija. Nekaj delavnic ste v okviru teh priprav že izvedli. Kje vidite na Dobrni največje izzive na področju mobilnosti? Tudi celostna prometna strategija je dokument, ki se nanaša na obvladovanje rabe prostora, sicer v prometnem smislu, kar tudi s občinskim prostorskim načrtom na nek način urejamo. Bil je razpis, pa smo se prijavili in dejansko dobili tudi za sredstva sofinanciranja. Izbrali smo izvajalca Fakulteto za logistično v Celju, ki ta projekt pelje. Preprosto gre za to, da se v nekem prostoru, tudi širše se navezuje na sosednje občine, opredelijo vse zadeve vezane na mobilnost, na mirujoči promet, na gibajoči se promet, na urejanje pešpoti, kolesark, tako da potem dolgoročno vse špila, bomo rekli. Zanimivo je, da pri tem projektu je kupenih delavnic, kjer ta projektna skupina, ki je strokovna, nekako išče rešitve, kar nekaj je teh delavnic tudi širšega obsega, kjer povabimo vsa društva, organizacije in vse, ki želijo participirati. Prav se nam zdi, da ljudje povejo, kje oni vidijo problem, pa kje njih ta mobilnost muči in potem vse skupaj nekako se vidi, kaj lahko naredimo in kaj bo ta akcijski načrt za sanacijo oziroma za izvedbo vseboval. Tako da trenutno smo že nekako na sredi tega projekta. Je pa ta projekt tudi dobro imeti, zato ker akcijski načrt potem dejansko usmerja nadaljnje investicije v tem smislu tega prometa, pa tudi pogoj za prijavo na določene razpise je, da imamo urejeno to prometno infrastrukturo. Celostna prometna strategija. Pred kratkim ste območje te modre cone oziroma območje kratkotrajnega parkiranja nekoliko razširili. Zdaj to velja tudi tam na tistem asfaltiranem parkirišču pri vrtcu. Parkiranje je seveda še vedno brezplačno, ampak časovno omejeno. Dobro, imamo brezplačno parkiranje. To človek ne more verjeti, kako se spreminja ta prometna kultura v nekih okoljih. Dober na časih. Tega sploh nismo zaznali. Pri koroni se je že prvič pojavilo, da je bila prometno povsem zasičena center. Že takrat smo razmišljali, kako ta mirujoči promet rešiti. Potem se je nekako zgodilo, da smo v 2 letih naredili cirka 160 novih parkirnih prostorov na Pokopališču in tam pri krožišču v Dobrni in z uvedbo modre cone nekako ta mirujoči promet, predvsem avtomobile, ki so cel dan parkirani za tiste, ki v Dobrno prihajajo delati ali pa odhajajo ven iz Dobrne in tam parkirajo cel dan, da parkirajo izven centra. V centru pa so parkirna mesta namenjena za obiske trgovin, zdravstvenega doma, lekarne in tako naprej. V tem smislu je tudi ta modra cona pri vrtcu bila uvedena. Predvsem iz razloga, ker so ljudje verjetno velikokrat ne pomislimo, ko parkiramo kje, ker naj ne bi, kaj s tem naredimo. Tam je bilo parkiranih kar precej nekih avtomobilov za celodnevno parkiranje, ko pa otroka pripelješ v vrtec, je zelo fajn, da lahko avto parkiraš, odložiš in zopet se odpelješ. To v neposredni bližini pri vrtcu in zato smo tam uvedli modro cono, da lahko ta način funkcionira tako. Še vedno je v teku razpis, s katerim spodbujate kmetijstvo in aktivnosti na podeželju. Kakšen je glavni namen tega razpisa?
Dobrna je ob turizmu, v glavnem tudi kmetijsko okolje, in v tem smislu je tudi bil že pred leti vse skozi proračun nastavljen, da za neke manj zahtevne razpise sofinanciranja pomoči na naših kmetijah. Strani Ministrstva za kmetijstvo je dovolj, je precej teh razpisov, je pa druga stvar, da so izjemno zahtevne in se jih za manjše stvari naši kmetje ne poslužujejo. Zato pa je potem so dobrodošli ti naši razpisi. V tri smeri grejo enkrat v smer spodbujanja novih dodatnih dejavnosti na kmetiji, potem je priprava projektov za razvoj kmetije in tretji del sofinanciranje nabave različnih investicij v orodja in investicij na kmetijah. Tukaj tako, naši razpisi niso tako zahtevni in vedno so ta sredstva porabljena, je pa res, da so zelo omejena. O pomoči sredstev LAS, lokalne akcijske skupine, ste uspeli v preteklosti izvesti kar nekaj različnih naložb, nekaj teh, lahko rečeva, mehkih vsebin. Kaj pa zdaj? Pred vrati je praktično novo obdobje, ki znova prinaša neka finančna sredstva. Ste že našli projekte, načrte, že imate kakšne ideje, kaj bi lahko sredstvi LAS realizirali v tem obdobju? LAS je razpis, kjer so sredstva sorazmerno omejena in pridejo upoštev manjši projekti. Z tega naslova smo v preteklosti na Dobrni naredili en del fitnesa tam ob šoli, v zdraviliškem kompleksu smo naredili urbano opremo, javno razsvetljavo in vse. Mislim, da je bilo to na dvoletni projekt. Trenutno razmišljamo, da bomo prijavili projekt ureditve centra Dobrne v smislu nekega prireditvenega prostora tam pod cerkvijo. S tem Dobrna, ta ožji center nima enega malo večjega prostora, kjer bi se lahko neki dogodki dogajali. Je pa potreba, naša društva imajo ambicijo, imajo željo tam neke dogodke ustvarjati, pa tudi fajn je, da center živi. In v tem smislu pripravljamo še eno rešitev, ki bo mogoče v delu jo možno sofinancirati iz tega programa LAS-a. Je pa to sestavni del enega širšega projekta zelene infrastrukture, ki jo mislimo prijavljati iz dogovora za razvoj regij za naslednjo finančno perspektivo. Zdaj, ko omenjate društva, te različne dogodke, prireditveni prostor, kar nekaj stvari, aktivnosti, dogodkov se bo zvrstilo zdaj tudi v tem mesecu, v mesecu občinskega praznika. Bi želeli katero izpostaviti? Mi nimamo nekako profesionalnih skupin, oziroma jih je zelo malo. Večino so to naša društva, volontersko ljudje ustvarjajo, se združujejo po interesih. In tega moram reči, da je zelo veliko. Izpostaviti je zelo težko posameznike, je pa res, da so eni bolj množični, da jih je ponekod več in so bolj prepoznavni v prostoru, drugi pa tudi delajo dobre stvari. Naši gasilci so izjemni, potem, če bi mogel ocenjevati, bi rekel, da so kulturniki na drugem mestu. Naše kulturno društvo je iz veliko sekcij sestavljen, potem bi bil turistično društvo in tako naprej. Vsi nekako delajo stvari, ki so za ta prostor pomembne, pa tudi prireditve, dogodki so obiskani, ko jih naša društva naredijo, tako da ta zelo upravičujejo svoj namen. V delu so tudi včasih tudi potem nagrajenci občine.
Tudi člani društev so se udeležili aprilske čistilne akcije, ki ste jo že tradicionalno pripravili v začetku pomladi. Letos, kolikor sem slišal, je bil odziv občanov rekorden. Kako pa je s stanjem okolja? Res je, ker to nas veseli, da ljudje nekako so to čistilno akcijo, ki jo naredimo ponavadi nekje v aprilu, tam okoli Velike noči, so vzeli za svojo. Vsa leta smo se nekako lovili, pred leti pa smo rekli, da to naredimo po zaselkih, da naši svetniki poberejo tisti material, rokavice, vreče in potem se tudi malce organizirajo z tistimi sredstvi, ki jih imajo doma. In nekako je model, da ob 9. se čistilna akcija začne, ob 12. po enih se pa dobimo na Novem gradu. In vse, kar so po zaselkih nabrali, tako da se malo sami organizirajo ljudje, kar je zelo pomembno, ker oni najbolj vejo, kje jih kaj jezi, in tudi mlade. Lepo je, ko greš potem okrog, tudi srečuješ veliko mladih, ki zraven pobirajo te smeti iz narave, kar je tudi vzgojni proces in je ta čistilna akcija več, kot doseže svoj rezultat. No in potem tam nekje ob 12. Pripeljejo vse, kar so uspeli nabrati. Tega se vsako leto nabere kar precej. Vedno znova se še najdejo zadeve v naravi. So pa območja, kjer jaz se včasih hecam, da hodijo Ljubljančani sem, pa tukaj pivo pijejo, pa se furajo, pa ga ven čez okna mečejo, kar zagotovo ne. So območja, kjer je neverjetno onesnaženo z temi dobrinami, ki jih menda lahko na bencinski črpalki kupimo, to so ti majhni alkoholni konjaki, ali kva so ti viski, te flaške, pa plastenke oziroma pločevinke. To je na odseku od Črnove proti Dobrni, ta cesta je neverjetno obremenjena s temi odpadki, pa tudi v drugih delih. Ni posod enako, ampak se točno vidi, kje še ljudje nimajo nekega pravega odnosa do tega. V globalu pa se zmanjšuje in ne glede na to smo bili veseli, da je bilo toliko ljudi. Na koncu imamo tam en golaž, pa malce poklepetamo in je prav lepo. Letos nam je še vreme postreglo in bilo je zelo veliko ljudi. Na Dobrni ste letos uvedli tudi brezplačni brezžični dostop do interneta. Za ta projekt ste pridobili tudi evropska sredstva. Na katerih območjih se lahko zdaj tako občani, kot pa seveda tudi tisti, ki pridejo na Dobrno, povežejo v omrežje? Vsi, ki pridejo v Dobrno, mislim, da je to v zdraviliščnem delu, tam pri šoli, na občini, se lahko povežejo prek tega Wi-Fi-ja in funkcionirajo, ampak tega je že zelo malo. Zdaj že vsi funkcionirajo prek drugih elektronskih možnosti. Pa kljub temu smo še to podaljšali, to zgodbo. Je pa zelo težko dosegati rezultate, ker štejejo, kolikrat mora biti uporabljeno, da nekako upravičeno, tako da počasi ta projekt tudi menda bojo ga nadomestile druge možnosti. Če gremo morda še nekoliko na hitro na področje športa. Letos je olimpijsko leto, olimpijska bakla se je na poti v Pariz ustavila tudi na Dobrni. Ja, veseli smo, da so se ustavili tudi pri nas. Vsaka 4 leta se to nekako zgodi. Tudi letos mi to organiziramo na šolskih igriščih, da se pritegne čim več mladih. K sodelovanju pridejo tudi gojenci oziroma varovanci Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrne. Oni so tako zelo olimpijski duh, jih navdušuje, zelo radi tekmujejo, pa tudi so že imeli rezultate preteklosti, tako da so vedno del tega dogodka. Pride tudi olimpijci in potem se ta dogodek vrsti in otroci so izjemno navdušeni in to baklo z veseljem nosijo in jo predajajo naprej.
Če pa zdaj pogledava še malo v prihodnost, glede na to, da letos praznujete 25 let obstoja občine Dobrna, kje vidite Dobrno, recimo najprej v bližnji prihodnosti, pa potem seveda tudi, kaj pa vem, čez naslednjih 25 let? Težko je mogoče reči, če bi mi pred 25 leti kdo rekel, da bo tak, bi, ne vem, kako bi odreagiral, pa če bi verjel. Mogoče je tudi težko reči, kaj bomo delali teh 25 let v prihodnje. Seveda nikoli ne zmanjka nekih vsebin, ki jih prostor potrebuje. Če smo se teh 25 letih ukvarjali predvsem z temi osnovnimi dobrinami, ki pomenijo, da ljudje lahko normalno živijo, z ekologijo, z vodoskrbo, s kanalizacijo, z javnimi cestami, tudi šola je nova, knjižnica, kulturni dom, vrtec, vse te stvari, bo v prihodnosti 25 let. Problem je, kako vizijo si bo Dobrna zastavila. Če bo imela tako, kot jo ima danes, da bo nekako zmerni turizem, da ne bomo Dobrne zasičili z nekimi množičnimi zgodbami, kar si Dobrčani skozi želijo, več miru, pa lepo življenje, to, kar trenutno zagotovo v Dobrni je. Potem bo poudarek verjetno na teh vsebinah, ki pomenijo nekako kvaliteto življenja ljudi. Verjetno na področju turizma še kaj. Mi delamo trenutno tudi ta občinski prostorski OPN, ki ga delamo, vsebuje tudi športni center Dobrne, kjer je precej vsebin noter, ki so za kar nekaj let za naprej. Športna dvorana, dvorana kulturnega doma, vse tisto, kar Dobrna potrebuje, pa kar bi lahko tudi mogoče na nek način tržila. Potem je tam tudi nek stadion. Zdaj, ko delamo to kolesarko čez polje, tja dol od krožišča, se s tem v bistvu zaključuje urbanizacija Dobrne proti jugu, tam bi naj bilo zeleno v prihodnosti. Ta severni del, levi, če gledamo proti Ameriki, pa bi naj bil ta športni center, ki bo po moje lahko dal Dobrni neko dodatno kvaliteto življenja občankam in občanom, pa tudi verjetno neko tržno komponento v smislu oddajanja dvorane kulturnega doma, športne dvorane in tako naprej. Ko se pogovarjamo v neki prihodnosti turizma v Dobrni, imajo tudi lastniki v termah interes razvijati športni turizem, to smo vse nekako, vse te pobude, želje, razmišljanja zloži v ta športni center, tako da ta zgodba je sorazmerno zahtevna in bo, če bo dobro speljana, bo verjetno čez 25 let lepa zgodba za Dobrno in Dobrčane. Morda pa čisto ob koncu najinega pogovora še kakšna misel, želja vašim občankam, občanom ob letošnjem občinskem prazniku? Če smo že glih praznični, pa ko človek razmišlja, koliko si 25 let sodeloval v nekem prostoru, je na tem mestu prav mogoče, da rečem vsem našim občanom pa občankam najprej eno tako lepo zahvalo za to, da smo lahko tako strpno reševali skupne probleme, predvsem mislim takrat, ko smo potrebovali drugega. Tudi v tem smislu, kot smo že prej govorili, ko ni bilo služnosti, ko ne moreš stvari naprej peljati. Vedno, večinoma smo našli rešitev in smo bili vedno skupaj del rešitve, ne problema. Jaz pravim, da se da to vedno narediti, če je na obeh straneh nek razum in se iščejo rešitve. Tukaj je res iskrena hvala vsem in vsakemu posebej vsemi, ko smo se sodelovali. Pa seveda, teh 25 let pod črto se je Dobrni kar veliko zgodilo, tako da upravičeno, ponosno skupaj praznujemo ta 25-letnico.
Gospod Martin Brecl, župan občine Dobrna, najprej seveda iskrene čestitke ob občinskem prazniku in uspešno delo tudi v prihodnje. Hvala vam. Hvala pa seveda tudi za obisk v našem studiu in hvala tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, da ste bili v najini družbi. Prijeten preostanek večera v družbo oddaje Vi sprašujete, župan odgovarja, pa znova vabljeni čez teden dni. Nasvidenje.